Pogovarjamo se z Dušanom Plutom, rednim profesorjem, doktorjem geografskih znanosti. Po vašem predavanju, kjer ste razlagali spremembe oziroma družbeno delovanje, ki bo pripeljalo k nekim spremembam, se mi je porodila zamisel ali pa vprašanje, a je mogoče v današnji družbi sploh izvesti in potem tudi, recimo temu, malo katastrofično preživeti to zeleno revolucijo. Koliko je naša družba, koliko imamo nekega prostora za nek tak manever, če temu tako rečemo? Torej, v tem trenutku absolutno prevladuje v svetu politike, izobraževanja, podjetništva, razmišljanje, da zelena revolucija dejansko ni mogoča. Namreč, ves dosedanji razvoj človeštva je šel v tej smeri, da smo povečevali porabo naravnih virov, da smo kolonizirali planet in vedno smo imeli še neka nove prostore, nova zemljišča, kjer se je naša dejavnost lahko širila. Prav tako smo odkrivali vedno nove naravne vire. Sedaj pa smo prišli do trenutka, ko ne, da je zmanjkalo teh naravnih virov, ampak se srečujemo s planetarnimi okoljskimi omejitvami. To se pravi, da smo že presegli samo čistilne zmogljivosti našega planeta. To se pravi, da te odpadni produkti presegajo zmogljivost posameznih pokrenotvornih členov, kot je recimo zrak, voda, in dejansko presegamo prav planetarne zmogljivosti. In jaz bi tako rekel, da je zelena revolucija je pravzaprav civilizacijska nujnost. Mi pa še vedno razmišljamo o tem, da je mogoč razvoj s povečano porabo energije in povečano rabo snovi. Tako da bi rajši postavil antitezo in bi dejal, da je zelena revolucija naša eksistenčna priložnost in da zelena revolucija omogoča dvig materialnega blagostanja, vendar smeren dvig materialnega blagostanja za vse prebivalce na tem planetu, vendar v okviru okoljskih zmogljivosti. Podatki strokovnjakov kažejo, da je na razpolago še vedno dovolj naravnih virov za zmerno materialno blagostanje. Kje pa je po mojem mnenju temeljni problem? Temeljna problema sta dva. Prvi problem je v tem, da se v tem trenutku svet obvladuje svet kapitala. Svet kapitala teži k maksimiziranju dobičkov. Zelena revolucija v pravem pomenu besede pa zagovarja optimalni dobiček ali drugače povedano dobiček, ki je v okviru socialnih in okoljskih korektivov. In tega se enostavno ne moremo lotiti in dejansko gre za razmerje med 1% bogatih elit in na drugi strani 99% ostalega svetovnega prebivalstva. Tako da, če ne bo prišlo do zelene revolucije, bo prišlo do socialne revolucije. Kajti te socialne razlike so že tako velike, da enostavno ljudje teh pritiskov in te nepravičnosti ne bodo vzdržali. In si bi zelo želel, da pride do evolutivne zelene revolucije kot brutalne enkratne socialne revolucije, ki se bo zgodilo, ker so te krivice na tem planetu prevelike. Zdaj, z družbo oziroma s tem kapitalom je hočeš nočeš, še posebej se to vidi v Sloveniji, povezana politika. Zdaj, zelena gibanja v Sloveniji obstajajo že zelo dolgo. Mislim, da smo jih imeli že ob ustanovitvi oziroma v 80 letih. Nekako se mi zdi, oziroma nekako se pa niso uspela prebiti v prvo vrsto. Imeli so sicer, oziroma ste tudi vi sodeloval pri nekaterih, ste imeli neke svoje dobre trenutke oziroma svetle momente, je pa nekako se zdi, da je ta zelena politika v Sloveniji v nekih težavah. Kaj je po vašem mnenju tisto, kar je največja zavora oziroma kar je največji problem teh zelenih gibanj oziroma zelenih gibanj v tem političnem delovanju? Ja, zelo zanimivo je to, da je bila okoljska zavest in vloga
okoljskih gibanj dejansko največja sredi 80-ih let. In sicer takrat, ko so okoljska gibanja ob protestih zaradi okolja hkrati imela tudi politično dimenzijo, to se pravi nasprotovanje takratnemu sistemu, v tistem primeru pa socializmu, ki je ravno tako kot kapitalizem brutalno uničeval okolje. In potem je kar precejšen del tistih udeležencev, ki so sodelovali v okoljskih gibanj, to se pravi v civilni družbi takratni, je šel med politike. In je nastavilo pravzaprav neka praznina. Namreč na eni strani so tisti, ki so stopili v politiko, postali bolj mehki v narekovaju, kar se tiče reševanja teh okoljskih problemov perečih, in na drugi strani enostavno je bil potreben določen čas, da so se ta okoljska gibanja ponovno afirmirala. In jaz mislim, da se zdaj nahajamo v tistem obdobju, ko okoljska gibanja, civilna družba pridobiva na pomenu. Moram pa reči, da sem po svoje razočaran oziroma si bi želel, da posamezni okoljski aktivisti se vključijo v politiko, kajti brez reševanja okoljskih problemov na političnem polju vsi enostavno ne predstavlja rešitev okoljskih, socialnih in tudi seveda gospodarskih problemov. In okoljski aktivisti, ki bi zastopali javno dobro v politiki, bi lahko marsikaj spremenili. Zakaj se tako ne odločijo, mi je pa popolnoma jasno. Namreč politika je postala polje najnižje hierarhije in torej beseda politik že pomeni neko slabšalno kategorijo. In želel bi, da bi prav z vstopom, bi rekel, te mlajše generacije, ki zagovarja javno dobro, ki zagovarja socialno pravičnost, ki zagovarja okoljsko odgovornost, da bi se s tem tudi sama, bom rekel, raven slovenske politike povečala. Vendar je to v tem trenutku še iluzija. Kot je jasno, so zadnje volitve pokazale jasno in nedvomno, da okoljska zavest pri volivcih je še na razmeroma nizki stopni. Ali drugače povedano, še vedno razmišljamo na ta način, da bi to krizno stanje rešili z starimi, predvsem neoliberalnimi vzorci. Absolutno se bo pokazalo žal, da take rešitve dolgoročno niso sprejemljive. Pa če se še malo ustaneva pri tem političnem aspektu ekologije oziroma pri širjenju v družbo, kako bi po vašem mnenju oziroma kakšen bi bil vaš nasvet novim, recimo, zdaj sva jih omenila, ki se odločajo ali pa ki se odpravljajo v politiko z neko zeleno agendo. Kako to agendo najboljše, če rečem, kdo prodati oziroma kako jo najboljše predstaviti ljudstvu, da bo ljudstvo oziroma da bodo ljudje in politiki razumeli, da je to pomembno. Jaz mislim, da je izredno pomembno, da bi bila sporočilna nota teh, bomo rekli, ozelenjenih politikov v tej smeri, da ne zagovarjajo samo interese okolja. Da gre enostavno za drugačno razvojno paradigmo, da gre za postavljanje v ospredje iskanje ravnovesja med gospodarskim razvojem, socialno pravičnostjo in okoljsko odgovornostjo. Ali drugače povedano, te ozelenjene politiki ne bi smeli zagovarjati samo enega interesa, to se pravi varovanja okolja in narave. To se mi zdi, da je prvi pogoj. Drug pogoj, ki se mi zdi pa, da je ravno tako pomemben, je pa dejstvo, da poudarjajo in da podpirajo tiste dejavnosti, ki te prej navedene cilje tudi zagovarjajo. Ali drugače povedano, potrebno je poiskati med podjetniki in med vsemi ostalimi, ki se ukvarjajo z razvojem, zaveznike, ki bodo začutili, da pomeni uveljavljanje zelene paradigme tudi dvig materialnega blagostanja. Res, da bolj počasnega, bolj zmernega, vendar kljub vsemu, da predstavlja ta zelena revolucija, kot sva prej rekla, zelena proizvodna in potrošnja, tudi
neko ekonomski plus in dvig tega materialnega blagostanja. In ne nazadnje moram reči, da bi si zelo želel, da bi ljudje imeli možnost, da ta drugačni razvojni vzorec nekako spoznajo. Namreč enostavno se v sredstvih javnega obveščanja je premalo informacij o tem, da je takšen razvoj možen in edino eksistenčno tudi primeren. Skratka, v tem trenutku je tako, da se o zeleni revoluciji, o politikih, ki vstopajo torej o zelenih politikih, da se razmišlja, kot da je to neka utopična alternativa. Jaz sem prepričan, da je to realna alternativa, ki pa mora biti prisotna v javnosti, tako da bo povprečen prebivalec Slovenije začutil, da ozelenjen politik z zagovarjanjem javnega dobra, z iskanjem optimalnosti med gospodarstvom, socialo in okoljo dejansko zagovarja interese povprečnega človeka, ne pa elite, ki nam v tem trenutku vsiljujejo svoj razvojni vzorec, od katerega ima samo peščica ljudi koristi. Najlepša hvala.